Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o posebni vrsti ljudi, ki jih imenujemo couch potato. Zdaj, mogoče se sprašujete, kaj je zdaj ta zadeva, ampak vam razložim. Vam opišem tip človeka, ki spada v to kategorijo. V glavnem, človek, ki spada v kategorijo krompirjev na kavču, obvlada politiko. Vse ve o politiki, vse ve o stvarih, ki se dogajajo v svetu, ima absolutno izdelano svoje mnenje. Kaj bi bilo treba, kako bi bilo treba, kako te nesposobni ljudje nič ne naredijo. To je prva stvar. Druga stvar, vse ve o športu. Se pravi, navija strasten športnik je, ampak športnik z daljincem v roki. To mu dobro gre, tako da ima zelo streniran palec. Vse ostalo, kar se pa tiče fizičnega, pa pač ni toliko streniran, zaradi tega, ker pač on navija, če smo zmagali. A veste, kaj je to? Mi smo zmagali. Pa kako ni mogel dati tega gola? In tako naprej. Glede na to, da so zelo široko razgledani, imajo seveda veliko idej. Ne samo o športu, o politiki, ampak tudi poslovnih idej. Kaj se splača? Kje je denar? Mislim, to jim gre zelo dobro. In dejstvo je, da ponavadi so poročeni z neko pridno ženičko, ki poskrbi, da je pomito, da je pospravljeno, da se dobro je, da je vse pri roki, da mu prinese, odnese, poskrbi. Se pravi, je ta njegova ženička eno pridno bitje, mravljica, ki poskrbi za vse njegovo udobje. In dejstvo je, da te ljudje logično se prilagodijo kavču. Trebuh malo naraste, sicer so pol nezadovoljni s svojim videzom in ker so nezadovoljni s svojim videzom, obesijo to pač ženi. Da, tako je ona nezadovoljna z njimi. Tako je ona tista, ki Glejte, zadnjič enkrat razlagam eni gospe, prav to. Ta tip človeka, couch potato, pa ona prav: "A pa ti poznaš mojega moža?" Sem rekla: "Ne, ampak poznam tako vrsto ljudi in vem, kako izgledajo in kakšni so." V glavnem, zdaj pa lahko jih imenujete narcisi, saj ni pomembno, kako jih imenujete, ampak dejstvo je, da pojdimo raje z druge strani, kaj se uči ta na drugi strani. Ta pridna ženička lahko redko, da je tudi mož na drugi strani, ampak največkrat je tukaj odnos mož na kavču in tista pridna ženička, ki pač poskrbi za vse, da je vse idealno, pač boljše ne moglo biti. No, in zdaj mogoče za vse tiste, ki vas zanima več informacij, ja, berite, učite se. Nekaj o tem sem že pisala, ko imajo duše žur, potreba po zlorabi, če imate v svoji podzavesti. Drugače pa zelo dobra knjiga je pa Modrost duš. Pri založbi Ara jo dobite drugače. Jaz še nisem uspela na spletno stran dati, čeprav mislim, da kakšno dve imam tamle še na zalogi. V glavnem, in tukaj noter je neverjetna zgodba ženske, ki je zbolela za redko avtoimuno boleznijo in ker ni več mogla delati zaradi bolezni v službi, kjer so pritiskali nanjo, je zbolela in to, da je izgubila potem službo, je moža močno ujezilo. Se pravi, je bilo doma manj denarja, ker mu ni jasno, kaj je zdaj, če je vedno za vse poskrbela. No in potem, ko je šla na terapijo Življenje med življenji, je ona dejansko razložila: "Vidim, da je to, da sem zbolela in sem morala pustiti službo, mojega moža res ujezilo. Mislil je, da se pretvarjam. Postala sem tako šibka in utrujena, da nisem mogla opravljati vsega, kar je zahteval od mene, in njegovih izbruhov jeze nisem mogla več preprečiti. Postajal je vedno bolj hudoben, jaz pa vedno bolj bolna. Moči, da bi odšla, nisem imela. Bolezen je prišla, da bi me naučila, da se moram zaščititi, iskati pozitivne situacije, ter se naučiti ljubiti sebe in skrbeti za sebe."
In dejstvo je, da je to mnoge ženske pač uči točno to. No, zadnjič sem pa prav s to gospo razlagala, sva se pogovarjala in sem rekla, ampak vseeno, nekako izščitila, vse skupaj rekla, ampak vseeno pa imamo hišo, pa naredi določene hišna opravila. Sem rekla, jaz tudi živim v hiši, pa na koncu koncev vsake toliko časa, ko se naberejo stvari za opraviti, pač pokličem enega gospoda, ki ima popoldanski espe in on opravlja pač hišna opravila. Se veste, kakšno stvar je za šramfati in te zadeve, ne vem, ko res so stvari, ki jih same mi, ženske, ne moremo pri naši hiši. Jaz sem rekla, jim plačam 50-100 evrov in je to. In ona se smeji in pravi, tale moj hišnik mene veliko več stane. Tako da v bistvu nič ne prispeva za hrano, pameten je za 4, ima dobre, ima slabe dneve in vsa hiša, cela družina se prilagaja njegovim boljšim in slabšim dnevom. In v bistvu zdaj, kaj se učimo? Ker moramo razumeti, da življenje je zgolj poligon, da se naučimo lekcij. Pogosto te ljudje, te odnosi, ki jih predelujemo, sploh te težavni odnosi, so karmični in se vlečejo že več življenj. In ko se vlečejo že več življenj, pomeni, da v večjih življenjih je pač ta uboga ženska vedno počepnila, zatrla vse svoje želje, potrebe in vse in se podredila temu, da je pač ustregla. In dejstvo je, da toliko časa ponavljamo vajo, da jo naredimo, pač lekcije življenja. Zanimivo je tudi to, je ravno tako iz te knjige Modrost duš. To mi je bilo prvič, da sem prebrala, da recimo nekdo pride, da je recimo babica je zbolela za neko boleznijo in je potem kmalu umrla in je potem vnukinja dejansko ista duša. In zanimivo, ko sprašujem, recimo sploh te, ki so povezane, ker rečem, tvoji predniki, kakšne bolezni so imeli, kako je bilo, dejansko mi začnejo opisovati svoje bolezni. A ni zanimivo? Jaz recimo sem energijsko povezana z mojo babico, ki je bila še živa, ko sem bila majhna in vem, da imam v bistvu določene lekcije, ki se prenašajo po ženski liniji za predelati jaz. In ona ima pa predvsem ta jezo, stisniti zobe, ubiti sebe dobesedno. To je njen program, no jaz pa v bistvu po drugi strani pa nasprotje, imeti sebe rada, najdeti lepoto v sebi, sebe pohvaliti, ne kritizirati, sebi govoriti lepe stvari in druga stvar, se zavedati, da v meni, pa ne samo, da je božanska esenca, ampak da sem jaz božansko bitje. In da s to božansko energijo imam moč, da spreminjam. In to se jaz učim skozi življenje in sem prepričana, da se tudi vi, ki gledate tale moj kanal, učite teh svojih božanskih sposobnosti. In zdaj vam bom pa povedala eno molitev, ki meni absolutno deluje in tudi vidim, da ko delam svetovanja, ko nekje se zatakne energija in vi lahko probate pri sebi. Recimo, ko jaz rabim odgovor za mene ali pa za nekoga, ki mu delam svetovanje, dam preprosto molitev. Stvarnik, veliki duh, če je v skladu z božanskimi zakoni in če je v skladu v najvišje dobro, se pravi, če je v najvišje dobro z dušo tega človeka, naj se razodane, naj se pokaže življenje, ki je njegova ali pa njena zataknjena energija. In vam povem, tako neverjeten, ker se pokaže včasih 3-4 življenja, ker v bistvu praša s to molitvijo. Se pravi, če ponovim, če je v najvišje dobro duše tega človeka ali pa če je v najvišje dobro mene, naj se mi pokaže slika, ki je moja zataknjena energija. In boste videli, ko boste na ta način začeli, sami lahko pridete do odgovorov. Ampak res sami lahko pridete do odgovorov, ker ko zamižiš, zaupajte svoji intuiciji, da če se vam pokaže neka slika, nek občutek,
ne se ustraš tega, ampak to je v bistvu vaša duša vam poslala odgovor. In preko intuicije vi lahko dobite točen odgovor za vaše težave. Ko proste, kje se je zataknila moja energija, se lahko pokažejo predniki, lahko se pokaže neka slika preteklega življenja in na koncu koncev to se je meni začelo dogajati pred parimi leti, da sem videla pač svoja pretekla življenja. In ko vidiš, kje je ostala energija, ja, lejte, ne se bati tega, dejstvo je, da se odpre Pandorina skrinjica in ven planejo tudi čustva od takrat. Se pravi, ko sem jaz prvič spoznala prvega moža iz enega od preteklih življenj, jaz vam povem, da sem bila ob morju, sem tulila ko žival. Vsa tista bolečina iz tistega življenja je privrela ven iz mene, ko sem bila sama, ko sem bila zapuščena, ko nisem imela nikogar, posiljena sem bila v tistem življenju. V bistvu vsa tista bolečina je šla ven z namenom, lejte, da jo predelam, da gre ven. Ne se bati, res ne se bati tega svoje resnice. In vem, da takrat, ko človek pride do resnice, da takrat se lahko zgodi, tako kot se je zdaj eni drugi gospe zgodilo, je dobila prehlad. Prehlad je točno to, da te duša ustavlja. Vzem si čas za sebe. Vzem si čas za sebe, da se razumemo. Ona ni dobila prehlada zaradi tega, ker je bila pri meni, ona je prej zbolela za prehladom. A veste? In prehlad je ustavljanje, ustav se, kje si? Poglej, kje si, čustva poglej, a ne? Zdajle je res ta čas, da počistimo najbolj tiste temne zadeve. Glejte, čistko, če gledamo, dan pada, se krajša do 21. decembra in to pomeni, da takrat se bojo te temne energije, vas bo že pripravilo življenje do tega, da to počistite. Po 21. decembru začne prihajati spet svetloba, dan, se pravi, potem so že božični dnevi, novo leto, se pravi, 3 sveti večeri in se že sidra nova energija. In zdajle tisto, kar pa se more prečistiti, se pa zdajle ja nekaterim dejansko dogaja na polno. In nič ni narobe, če se dogaja na polno, dovolite, da se sčisti in boste vedeli, vaša duša ve, kaj dela. Zaupajte ji. In zdaj, če se vrnem na začetek zgodbe, če imate vi krompir na kavču, couch potato, kaj za narediti? Jaz nisem pametna za vas, jaz sem samo za sebe, ampak jaz sem vedela, da s tem ne morem živeti. In takrat sem pač naredila korake naprej. Ni bilo enostavno, ni bilo takole, ampak, a veste, ko prosiš svojo dušo za vodstvo, iskreno in prosiš, naj se mi razudane moj naslednji korak, ga boste videli. Verjemite, ga boste videli. Jaz sem takrat, ko sem prosila za naslednji korak, videla nova vrata. In seveda sem si potem razlagala, da je to, da bomo pač skupaj se preselili, ampak ta nova vrata so bila dejansko za mene in za moje otroke. Pač, to je naloga moje duše, ker vem, da s tem istim človekom sem plesala nekaj življenj in se je tako močno zataknila energija. No, tako da, tako grejo te zadeve. Ne moramo bežati tistemu, kar se more sčistiti, dovolite, da se prečisti, ker zaupajte, vaša duša absolutno pozna vse odgovore. No, dajmo še eno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo za vse tiste, ki delate zdajle korake, ja, in ki imate mogoče kar take ključne zadeve. Mogoče zdaj še ena stvar glede podzavesti. Kdor predeluje ta couch potato, pomeni, da ima, če sem sama ali pa samska, brez moškega, sem nič vredna. To je lahko ena stvar. Druga stvar je, potrebo imam po zlorabi. Strah me je, da bi moji otroci odraščali brez otroka. Sploh kdor ima v svoji podzavesti zapis sirote, bo naredil, a veste, je program, boljši je vsak oče kot noben. In to pomeni, da tolerirate čisto vse, samo da imate občutek, da vaš otrok ima očeta.
Ampak druga stvar, dejstvo je, da vaš otrok ne bo izgubil očeta, ne? Ampak vi boste temu očetu dali priložnost, da je oče, namesto da vi poskušate biti oče, mama, rabelj in tako. In kaj na koncu koncev, ta jezna ženska, ker vse to jo jezi, pridela pritisk, lahko pridela raka, lahko neko avtoimuno obolenje in še eno stvar, glejte, na ta način, ker ves čas sikaš doma, kdo je tečen? Mama. Se pravi, je mama tista, ki zmeraj malo sika, ali joka, ali je slabe volje. Ja. In se pravi, vsa luč, slaba luč, pade na vas, dejstvo pa je, da je nekje drugje vzrok. No, in karta, ki je prišla, je napredek. Napredek. Sicer je povezana z delovanjem. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi in zato dobivam čudovito božje nadomestilo. Mogoče, glejte, skozi vašo zgodbo boste nekomu podali roko, mogoče boste dobili, Bog si ga vedi, kaj. Dejstvo je, da koraki so tisti, ki so pomembni, naslednja je prišla karma, no in te couch potatovi so direktno povezani s karmičnimi odnosi in sporočilo svobodna sem, osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. Zdaj pa vam preberem prav to sporočilo. 43, karma. Čas je, da odstranim vse stare vzorce, da prečistim vsa nezdrava prepričanja, da sprostim vezi in nemir, da se osvobodim. Dovoljujem, da je v mojem srcu mir, lahko premagam svoj največji strah. Svobodna sem. Zavedam se, da me stvarstvo podpira pri mojih korakih. Vem, bolj enostavno je govoriti, ampak točno tam sem bila jaz. In tako da vem, kako je težko, ampak verjemite pa drugo stvar, da tudi stvarstvo, ko vi začnete delati korake, vam odpira vrata, vas podpira. To je tako, kot bi bila, yes, zmore, bravo, dobro gre, super. Tako deluje ta duhovni svet. Dobesedno navijajo za vas, tako kot bi bila tekma. Se bo zmogla, ja, to si zadala v tem življenju, res bo zmogla. In zaupajte toku življenja, prepustite se, da vas tok življenja odnese tja, kjer je za vas najbolje. Mislim, da je to karta 10, ja, je. In še to vam preberem. Zaupajte. Zaupajte, vse bo v redu. Ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. V moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov se ne da izsiliti. Zaupam, da se vse ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Vem, ampak zmorete, tako da zaupajte. Ja, čas je, očitno je čas za vas, zato ker si zaslužite lepše življenje. Veste, to se naven ne vidi. Če imate doma nekoga, ki je enkrat tako, drugič drugače in določa, kako boste vi, to se nikjer ne vidi, ampak vi občutite. In to je pa pol ljubezen do sebe, zato ker se imam rada, posegam po zdravih odnosih. Zato ker se imam rada, rečem tudi ne tistemu, kar mene ne podpira. Zato ker se imam rada, si vzamem čas za sebe in se uredim. Zato ker se imam rada, uživam v vsakem obdobju svojega življenja, zato ker se zavedam, da moje telo je svetišče moje duše. In to delajte tudi vi za sebe. Vem, lekcija je pa zanimiva. Tega nas niso učili niti v šolah, niti naše mame nas niso mogle naučiti, zato ker je tudi to njihova lekcija, ampak je čas, da mi naredimo ta korak naprej. Tako da uživajte in naj vas pri vsem, kar delate, podpira Božji blagoslov.